Lepo pozdravljeni v novem globokem potopu. Pred nama je kar nekaj virov o enem samem mesecu aprilu 1941 v Sloveniji. Res, 30 dni, ki so usodno zaznamovali naš narod. Res je. Neverjetno, kako se je vse zgostilo. In danes bova poskusila razvozlati, kako je ta hiter vojaški zlom Jugoslavije, res v nekaj dneh, pripeljal do popolnega razkosanja slovenskega ozemlja in hkrati, kar je mogoče še bolj ključno, do zametkov kolaboracije in odpora. Istočasno. Dva popolnoma nasprotna pola, ki sta se rodila iz istega kaosa, ja. Kako je lahko en sam mesec pustil tako globoke, trajne posledice? Pa začniva. No, vse se začne 6. aprila 1941 z nemško operacijo 25. To je bil čisto neposreden odgovor na tisti puč v Beogradu konec marca. A ja, ko so zavrnili pakt, tisto geslo bolje rad nego pakt. Točno. Hitler je to vzel zelo osebno kot žalitev in ukazal uničenje Jugoslavije. Takoj. In napad je jugoslovansko vojsko ujel, vsaj tako pravijo viri, sredi mobilizacije, popolnoma nepripravljeno. Splošna slika je bila res hiter zlom. Poveljstvo, obramba, vse je šlo, kaj ne? Drži, ampak ta slika ni čisto enoznačna. Na severni meji obrupnikovi liniji, oziroma Majstrovi, kot so ji rekli domačini, je bilo drugače. Kako to misliš? No, tam so posamezne enote, predvsem obmejne straže, pa posadke bunkerjev, nudile presenetljivo trdovraten odpor. To ni bil nek usklajen načrt, ker je, kot si rekla, poveljstvo razpadalo. Bolj lokalna iniciativa, odločnost. Ampak to je fascinantno. Medtem, ko država razpada, se nekateri borijo naprej. Kje recimo? Najbolj znana sta Šentilj in Gornja Radgona. Pri Radgoni so tisti v bunkerju ob mostu odbili več napadov. Nemcem so povzročili pravzaprav nesorazmerno visoke izgube. Rec, glede na majhnost enate. Ja, seveda to ni stremilo strateškega izida, ampak kaže pa, da odpor ni bil zanemarljiv tam, kjer so bili ljudje pripravljeni. Kljub tem žepom upora pa jasno, strateški poraz je bil neizogiben. Vlada in kralj sta zbežala sredi aprila, ne? Ja, 15. aprila in potem 17. aprila brezpogojna kapitulacija. Konec kraljevine Jugoslavije. In potem se začne drugo dejanje te drame, razkosanje. Tako je, načrtovano razkosanje. Dogovor med Nemčijo, Italijo in Madžarsko, to so formalizirali na Dunaju konec aprila, Ribbentrop in Ciano, pa majhen košček je dobila tudi NDH. Kako so si pa razdelili ozemlje in kakšni so bili cilji okupatorjev? Nemčija je vzela največji del, Gorenjsko, Štajersko, Mežiško dolino, cilj, takojšnja brutalna germanizacija. Hitlerjev obisk v Mariboru 26. aprila in tisti njegov ukaz. Naredite mi to deželo zopet nemško. Ja, to je znano. Pove vse, ne, še prej bil tam Himmler 17. aprila načrtovat izgone Slovencev, Italija pa je zasedla Ljubljano, Dolenjsko, Notranjsko, ustanovili so provincija di Ljubljana 3. maja, priključeno Italiji. Ampak Italijani so menda ubrali malo drugačno taktiko. Vsaj na začetku. Ja, na začetku malo mehkejšo, neka navidezna kulturna avtonomija kot krinka, ampak cilj je bila seveda postopna fašizacija. Madžarska pa je vzela Prekmurje že 16. aprila, tam pa jasen revanšizem in madžarizacija. In medtem, ko se je to dogajalo, ko so risali meje, pa so se v Ljubljani že kazali obrisi dveh popolnoma nasprotnih odzivov. Res je. Na eni strani pot v kolaboracijo, že 6. aprila, na dan napada, je bil ustanovljen Narodni svet na pobudo SLS, pač takrat najmočnejše stranke, in Bana Natlačna. Sprva kao za red in mir. Ja, predstavljen kot organ za ohranjanje reda v brezvladju. Ampak je zelo hitro začel sodelovati z Italijani. Formalno so jim predali oblast 17. aprila. Je šlo tu samo za pragmatizem v kaosu, ali je bilo zadej tudi kaj več? Ideologija. Vsekakor tudi ideologija. Močan protikomunizem, ki je bil prisoten že pred vojno, pa določene simpatije do avtoritarnih režimov. To je igralo vlogo. Natlačen je, recimo, celo skušal prepričati Nemce naj okupirajo kar vso Slovenijo. Resno? Zakaj pa? Ker jih je videl kot boljše jamstvo proti komunizmu kot Italijane.
To veliko pove o tem, kako globok je bil ideološki razkol že takrat. In na druge strani, kdo je predstavljal zametke odpora? Hkrati, praktično istočasno, so bila posejana semena upora. V noči z 26. na 27. april se je v Vidmarjevi vili v Ljubljani sestala skupina. Pobudo je dala Komunistična partija Slovenije, Kidrič Kardel, ampak zraven so bili tudi krščanski socialisti, sokoli, kulturniki. In ustanovili so Protiimperialistično fronto. PIF. Protiimperialistično. To ime zvoni nekoliko čudno, glede na to, da sta bili okupatorici Nemčija in Italija. Ja, ampak to je bil pač produkt takratnega pakta Molotov-Ribbentrop med Sovjetsko zvezo in Nemčijo. Uradno so bili glavni sovražniki zahodni imperialisti, Anglija, Francija. Kakšen paradoks. Organizacija proti okupatorju, ki uradno ni smela direktno ciljati glavnega okupatorja. Točno tako. Šele po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo junija 1941 se je PIF preimenovala v Osvobodilno fronto, OFA. Je pa treba reči, da to ni bil edini odpor. Obstajala je vlada v izgnanstvu, pa zametki monarhističnih skupin. Kako so pa te velike usodne dogodke doživljali navadni ljudje, recimo v Ljubljani? Šok, negotovost, pomankanje. Italijani so uvedli policijsko uro, fašistično propagando. V tem vzdušju sta izstopali dve simbolne dejanja. Prvo je bila protestna smrt nekdanjega župana Ivana Hribarja. A ja, tisti samomor. Ja, 18. aprila. Zavrnil je sodelovanje z okupatorjem in si vzel življenje. Jasno sporočilo proti kolaboraciji. In drugo dejanje? Prva zabeležena sabotaža. Konec meseca, 29. aprila, je skupina skoljevcev v Mariboru zažgala dva nemška vojaška avtomobila. Majhno dejanje, a nekakšen znanilec oboroženega odpora. Ne smemo pa pozabiti niti na odzive iz tujine, kaj ne? Slovenci v Ameriki, recimo. Nikakor. Slovenska diaspora v ZDA, recimo okoli časopisa Amerikanski Slovenec, je zelo ostro obsodila okupacijo. In tudi kolaboracijo Narodnega sveta. Oni so predstavljali neko, lahko bi rekli, tretjo Slovenijo, prozahodno demokratično alternativo. Torej, če na hitro pozarevema, april 1941 res ni bil samo vojaški poraz. Bil je mesec preloma. Hkrati so se začrtale poti v kolaboracijo, postavili temelji za kasnejši narodno-osvobodilni boj in žal zasejale tudi klice kasnejšega državljanskega spopada. Res usoden mesec. Odločitve sprejete v tistih dneh so imele daljnosežne posledice. In morda za konec ena misel za poslušalstvo. Kako drugače bi se lahko odvila zgodovina, če bi različne struje, ki so nasprotovale okupatorju, že aprila 1941 našle več skupnega jezika, namesto da so se ideološka razhajanja samo še poglabljala? Ja, kaj nam to pove o naravi odločitev v najhujših krizah? Dobro vprašanje za razmislek.